Nov predsednik ZDA Donald Trump je pravkar opravil svoj prvi let z novim letalom Air Force One in zdi se, da je zelo zadovoljen sam s seboj, čeprav je okoli tega veliko polemik. Za začetek, letalo je bilo darilo Katarja, kar kritikom zagotovo ni všeč, saj odpira veliko etičnih in varnostnih vprašanj, ker je tuja vlada predsedniku podarila tako ogromno darilo, vredno več 100 milijard dolarjev. Ampak Trump obožuje svoj novi predelani Boeing 747, ki je opremljen z razkošnimi preprogami, sedeži, ki se popolnoma zravnajo, lesenimi oblogami in celo predsedniškimi pečati na varnostnih pasovih. In zahvaljuje se Katarju za svoje bleščeče novo darilo. Ampak poslušajte to. Letalski analitiki zdaj pravijo, da letalo morda sploh ni opremljeno za mednarodna potovanja, saj mu manjkajo sistemi za zaznavanje izstrelkov in komunikacijske antene, ki jih je imel stari Air Force One. Kakorkoli že, Trump načrtuje, da bo z njim letel na vrh NATO v Turčiji naslednji teden. Zdi se, da ga to ne skrbi. Z nami je zdaj Matthew R.J. Brodsky, predsednik Red Act Strategies in predsednik Ameriškega centra za boj proti terorizmu. Matthew, pogovoriva se o tem. Etična vprašanja glede tega letala so bila prisotna že od začetka, zdaj pa so tu še varnostna vprašanja. Kje naj začneva? Torej imamo letečo palačo, reklamni pano, če hočete, ki sporoča, ima tuji denar rezervirano mesto v ameriški zunanji politiki. Nažalost, kot republikanec smo se vedno pritoževali nad Obamovo in Bidenovo administracijo, ker sta se preveč zbliževali s Katarjem. Ampak Katar je res ugotovil, kako igrati igro vplivanja v Združenih državah in kako neposredno siljati na desničarski ekosistem. In kot smo videli pri Trumpovi administraciji, je zelo žalostno reči, da obstaja celotna korupcija. Arhitektura, v kateri zasebna podjetja dajejo delež članom Trumpove družine. Tudi če gre za podjetje, ki ga vodi Don Jr., ali če govorite o Whitekopfovih, je tako. Katar razume, da lahko kupi ameriški vpliv in so temu res posvetili veliko pozornosti. In to je poleg milijard dolarjev, ki so jih porabili za naše univerze v Ameriki, kjer ustvarjajo takšne proteste, kot smo jih videli po 7. oktobru. Torej, to je res velik problem. In mislim, da bi morali večina razmišljujočih Američanov spoznati, da bomo kmalu potrebovali stranko v Beli hiši, ki je Katar in drugi tuji interesi niso povsem kupili. Prav, o tem bomo še malo več govorili kmalu, ampak rada bi omenila dejstvo, da vidimo, kako Katar hkrati podarja Trumpu njegov Air Force One, posreduje v mirovnih pogovorih med ZDA in Iranom ter gosti vodstvo Hamasa. Kaj nam to pove o odnosu Washingtona z Doho, da predsednik ZDA medtem leti na katarskem letalu, medtem ko se vse to dogaja hkrati? Mislim, da to pomeni, da smo naprodaj. Enako velja za to, da Katar in Pakistan vodita pogajanja z Iranom. Mislim, da bi bilo pred to objavo zelo težko najti običajne Američane v Združenih državah, ki bi rekli, da bosta Katar in Pakistan zagotovo imela ameriške interese v mislih. Tako da je to res velik problem. In to je res očitno žal pri tej administraciji, ker Trump tako pohvalno govori o Katarju. Če pogledamo nazaj, mislim, da je bilo to leta 2017, ko je Trump iz Bele hiše prebral, da je Katar res velik državni sponzor terorizma. Ampak vidite lahko, da je to bral iz pripravljenih opomb, kar pomeni, da so to stvari, za katere naši državni organi običajno menijo, da jih mora predsednik povedati. In zdaj dejansko vidimo, kako se v resnici počuti. To so pohvalne izjave, ki jih je dal o Katarju, o Pakistanu, vse odkar je prejel letalo. Toda že prej je to osupljivo v primerjavi z odnosom do dejanskega vojnega zaveznika, kot je Izrael, za katerega mnogi med nami menijo, da mu je v bistvu zabodel nož v hrbet. Prav, o tem bi rada govorila še več, ampak najprej razčlenimo to. Ameriški predsednik Donald Trump je po poročanju Wall Street Journala lani od zalivskih držav zaslužil približno 300 milijonov dolarjev. In način, kako je zaslužil ta denar, odpira zelo resna vprašanja. Ostanite z nami, Matthew, kmalu se vrnemo k vam. 263 milijonov dolarjev je zaslužil s prodajo polovice svojega deleža v kriptopodjetju z imenom World Liberty Financial, subjektu, ki ga podpira eden izmed najvišjih članov kraljeve družine iz Združenih arabskih emiratov.
Preostanek je prišel od razvijalcev z Bližnjega vzhoda, ki po vsej regiji gradijo stolpnice in igrišča za golf z blagovno znamko Trump. Poleg tega je zaslužil več kot 1 milijardo 400 milijonov dolarjev s kriptovalutami, vključno s 635 milijoni dolarjev iz lastnega mime kovanca z blagovno znamko Trump. Čeprav je približno 764 tisoč malih vlagateljev na istem žetonu izgubilo denar. To so iste zalivske države, s katerimi Trump sklepa mirovne sporazume, začenja vojne v bližini in od katerih sprejema predsedniško letalo. Bela hiša pa pravi, da tukaj ni navzkrižje interesov. Številke zagotovo povedo precej drugačno zgodbo. Lahko bi rekla, Matthew, rada bi se znova obrnila nate glede tega. Rekel si, da si republikanec in veš, to je nekaj, za kar si nekoč obtoževal demokrate, da so krivi. Tukaj gledamo na povsem drugačen scenarij. Moje vprašanje zate je, ali misliš, da ameriška javnost gleda te številke, te podatke, to novo letalo s kančkom dvoma? Ne vem, če že. Ljudje, ki so močno vpleteni v politiko, zagotovo so. Očitno mi zaradi tega vstanejo vse kocine na vratu. In enako velja za veliko drugih ljudi. Toda težava pri takšnih finančnih poslih je, da jih je izjemno težko razčleniti. Tako kot si pravkar odlično opravil svoje delo, vendar lahko to le površinsko obravnavaš. Očitno se obetajo še drugi posli v Kazahstanu z Lutnickom, ki je del administracije. Obstaja več stvari, v katere se mora nekdo poglobiti. To slamnato podjetje sodeluje s tistim slamnatim podjetjem, ima to raven lastništva. Od tega sina predsednika ali tega sina Vitkova. In zato je ljudem težko slediti temu. In to je zelo žalostno, ker smo včasih naredili celo sceno, ko je šlo za to. Jaz bi ga imenoval zelo netalentiran umetnik Hunter Biden, ki prodaja slike za milijone. Kar je najbolj očitna šema pranja denarja, kar jih lahko vidiš. To je nič v primerjavi s tem, kar vidimo, še posebej, ko imajo zalivske monarhije na voljo toliko denarja in so pripravljene kupovati vpliv. In spet to zdaj vidimo tudi pri Katarju, kjer bomo kar naenkrat kot Amerika delali usluge Erdoganu, medtem ko grozi z invazijo na Izrael, čeprav še vedno gosti ruska vojaška sredstva. To res pošilja slab signal. Želim si, da bi Američani temu bolj posvečali pozornost, ker obstaja star pregovor, ki ga vsi poznajo: sledi denarju. No, tukaj lahko res slediš denarju. Morda bo trajalo nekaj časa, ampak vse vodi nazaj do tujih akterjev in nasprotnikov, ki zagotovo nimajo naših interesov v mislih. Prav, Matthew Brodski, mislim, da je bil to zelo poučen pogovor, ki sva ga pravkar imeli. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Zagotovo bi lahko nadaljevali, če bi imeli več časa.